Družba, ki je ob ustanovitvi razpolagala s 1200 stanovanji, ima danes v lasti še približno 300 neprofitnih in malenkost manj profitnih stanovanj, upravlja pa s približno 6000 stanovanjskimi enotami. Lani so ustvarili 76 tisoč evrov dobička, a je bilo na priporočilo revizorja treba upoštevati tudi nekatere slabitve. Skupaj za približno 900 tisočakov. Tako slabitve na področju določenih investicij oziroma projektov, kot slabitve na področju starih terjatev, pa je po sklepu nadzornega sveta tale poslovni izid pozitiven prišel v izgubo. Tu so bile napravljene kar precej velike slabitve, tako da je kar nekaj izgube v poslovnem izidu. Poleg obveznosti do dobaviteljev in plačevanja 4-milijonskega kredita ima Zarja po besedah Kambiča krepko čez 1 milijon evrov terjatev. Samo iz naslova neprofitnih stanovanj je povprečno 13 tisoč evrov mesečno neplačanih računov. V preteklosti so te obveznosti zaradi dobičkonosnosti še lahko pokrivali, zdaj, ko imajo likvidnostne težave, pa je breme postalo preveliko. Tako da jaz planiram, da bi ta del neplačil neprofitnih stanovanj absolutno morala prevzeti mestna občina, ker je lokalna skupnost tista, ki lahko pokriva oziroma zagotavlja ta socialni standard ali pa stanovanjski standard v mestu, nikako ne pa Zarja. Se pravi, moramo mi v proračunu dejansko proučiti zadevo, kako prenesti to breme na lokalno skupnost. Gre predvsem za subvencioniranje neprofitnih stanovanj in to je tista rak rana, ki nas že dolgo tare oziroma zaradi česar je Zarja tudi v težji situaciji, kot bi sicer bila. Prednostno vprašanje je predvsem obstoj in vnaprejšnje delovanje Zarje, ki naj bi v skladu z občinskimi načrti v prihodnje postala javno podjetje s 100-odstotnim lastništvom lokalne skupnosti, je še dodal Muhič.